Letos je za Valentinovo v obliki TV oddaje in podcasta prišla nova oddaja Slovar spolne vzgoje. Z mano je voditelj oddaje, igralec in neuradno najbolj čeden moški v Sloveniji, Domen Valič. Živijo, hvala za napoved, I guess. Ja, vse je resnično, lej. Ok, začniva s prvim vprašanjem, najtežji. Se spomniš svojega prvega poljuba in, a te je bilo strah, si bil kaj nervozen, pa si prej vadil na pomaranči roki? Se spomnim, izjemno sem bil nervozen. Tudi zelo me je presenetilo, kako to poteka vse skupaj, pol dejansko na mojih ustnicah in v mojih ustih. Ta feeling je bil kar čuden, se spomnim takrat. Treniral pa sem, sem videl v enem filmu, eno punco, da trenira na roki, pa sem pa tudi jaz probal, pa sem se tako butas počutil, da sem nehal. Ja. Pa sem pa še pred špeglom malo tako, a veš tiska, duck face delal, v bistvu sem duck face delal. Tako sem se še bolj butas počutil, pa sem pa reč nehal. Ampak, a veš, lahko da je pomagalne, zato prvič je to zelo pomembno. Jaz sem isto na roki probal. Na roki? Da veš, kako je. Na svoji roki, če bi šel zdaj kar na enega. Danes si tukaj zato, da nam poveš o slovarju spolne vzgoje. Kaj je to? Slovar spolne vzgoje je v bistvu oddaja, sklop oddaj, 10 videov, dolgih tam nekje cirka 10 minut, v katerem razlagamo 10 različnih pojmov, ki jih bojo ali mladi, ali ki jih morajo odrasli zdaj v tej dobi vedeti v povezavi s spolnostjo. Pa deva, da ne bova samo govorila o oddaji, deva si pogledati kar en odlom iz tega. Tokrat internet dating oziroma spletne zmenkarije. Večina svaja pa levo, pa desno. Pri 18 letih, sicer ne čisto takoj isti dan, ampak ja, v roku 14 dneh enega tedna sem potem se pač odločila za Tinder. Ker sem ravno izšel iz enega dolgotrajnega razmerja. Čisto tako, da sem odprla neko novo možnost. Koronski čas dejansko je bil tisti čas, ko sem jaz osebno, pa tudi moja družba, večkrat uporabljala spletne medije za spoznavanje ljudi. Klinili smo neko normalno življenje in smo pač uporabljali vsa sredstva, ki so bila na voljo. Par zvezd sem probala imeti, ampak niso bili dobri meči. Sem pa našla tudi nekaj spolnih dogodivščin. To je bil prispevek o spletnih zmenkarijah. Si ti kdaj uporabljal Tinder ali pa kaj podobnega? Ne, nisem. Jaz tudi ne. Sam. Ne? Zdaj, jaz imam tukaj par pojmov iz slovarja, v bistvu, in me zanima, če mi lahko sam na hitro razložil, kaj pomeni. Bom poskušal. Kaj je sekstanje? Sekstanje je v bistvu pošiljanje sporočil s seksualno vsebino, slikovno ali pa pač napisano. Kaj je seks pozitivnost? Seks pozitivnost je predvsem kot nek odnos do različnih seksualnih praks, do spolnosti same, do moškega, do ženskega telesa kot takega, do užitka. Kaj je doxing? Doxing je pa neko zelo namerno uporabljanje podatkov ene osebe, pa tudi njihovih mogoče slikovnih gradiv za izsiljevanje oziroma in to postanje potem spet na netu. Zdaj sklepam, da je to povezan maščevalna pornografija. To gre pa v bistvu za bivšega partnerja, ki bivšemu dekletu največkrat naredi to, da posnetek seksualnega akta pač objavi na spletu. Ker ste ga imela verjetno že prej, pa ste ga imela za interno uporabo. Definitivno, ja. Malo ste se igrala, pa je pa on to izkoristil. Ja. Kdo je pick-up artist? Pick-up artist ne bi bil bolj kot mentor, ki preko družabnih omrežij in vsega moške dejansko uči, kako priti v stik z dekletom zelo hitro, jo spraviti v poslo in narediti kljukico. Kaj je stealthing? Stealthing, to sem jaz tudi prvič slišal, ampak to je očitno gre dejansko za ta pojav, da pač med samim spolnim odnosom moški, ne da bi partnerka vedela, umakne kondom. Kaj je klitopismenost? Klitopismenost je pa predvsem, to je pa neko gibanje nastalo, ne vem, 20 let nazaj, ki govori predvsem o poznavanju ženskega organa klitorisa. Domen, najlepša hvala za tvoj odgovor, jaz sem se veliko naučil. Pa hvala za tvoj čas. Z veseljem, hvala. To je to, se vidimo.